kak je to fajn popoldne, ko potrka na vrata, pa pride Jan Plestenjak v toti studio. Jan, pozdravljen! Z velikim veseljem, dela mikrofon, Dela. mikrofon, z velikim veseljem, zaljubljen sem v Maribor, rad imam Štajersko, ženo Štajerko imam. Tako da si kar dosti tu. Pa jaz ne vem, kaj to, kaj ste vi meni to lepega naredili? Ja, imamo te radi te poslušamo, radi se družimo s tabo in ena taka stvar se je danes zgodila, pravzaprav zelo posebna, glede na to, da danes poješ, da nastopaš in igraš na Lampiončkih, ne? Ja. Vedno je bilo slabo vreme, ko so bili Lampiončki. In jaz se spominjam Lampiončkov, enkrat sem bil, Ja. to je po moje več kot 10 let nazaj. In spomnim se, da je bil dober žur, ampak da nas je zebel kot pse. Samo to se spomnim. To je bilo, ko smo še midva bila v študentskih letih. Joj. Danes imamo srečo, po moje bo top žurka. Absolutno. Res dober. In veselim se za mlade pet, ker mi je lepo, kadar sem na teh velikih trgih ali pa tako, ker vidim, koliko mladi poznajo mojih pesmi, ki so celo starejše od njih, ki jih pogledam, stari 20, 19, 21, pa pojejo pesem iz leta 98, Moja ljubica, recimo. Ja, kdaj je bil tvoj song, Bajeda iz Maribora? To je bilo pa 2001. 2-1. Vidiš, No. tudi ti so zdaj že kar stari študenti. Noro, kako gre čas. Danes me je klicala Nina Pušlar po mnogem času, rečemo temu tako. Ja. In sem rekel, koliko si stara, in je povedala, ne smem zdaj to po radiju govoriti, ne, punce so občutljive. Ja. Ker ona je bila pri meni 2 turneji spremljevalni vokal. In meni se zdi to tako kot včeraj, in ker je rekla, koliko je stara, ker takrat je bila 21, ker je bila prva, sem se pa za glavo perel. Joj, kam je šlo to? So številke kar letele, ja. Desetletje debelo, zelo debelo. Ja, no in ravno ko si omenil tudi Nino, ne, tudi z njo imaš v svoji glasbeni karieri eno tako res lepo in pa odlično sodelovanje, ne, in prijetno. In ta sodelovanja tvoja, ne, tudi z drugimi glasbeniki, se mi zdi res vedno pustijo en vtis, pustijo en pečat in letos smo se še enega razveselili nedolgo nazaj s Flirti. Ja, nenavadno, ne? Čeprav zelo naravno po drugi strani, ker Rok je izjemen avtor, oni so pop band, izjemno uspešen zadnji 2 leti, polnijo vse dvorane. Slišim, da je tudi Tabor bil razprodan, krasno. In jaz sem napisal to pesem in sem prišel na idejo, da bi bil to super duet, in mam je bilo pa naroden zdaj človeku, ki sam piše pesmi, reči, da boš pel mojo pesem, ne. Na kar se je izkazalo, da je bil to velik plus, ker kot avtor on zelo razume, kaj je besedilo in kaj je treba poudariti. In če sva bila prej znanca, več kot 30 let, sva si živo rekla par besed, sva zdaj postala prijatelja in jaz mislim, da to prijateljstvo celo mogoče več vredno kot pesem. Ampak začelo se je pa tako, da on je prišel k meni v Strunjan, sem odprl flašo vina, pojedla sva salamo, sir, in sva se super imela in se rekel, tukaj ne more nič iti narobe. Ker če se za mizo s človekom dobro razumeš, bo tudi v pesmi se to slišati. In definitivno se sliši in ne samo, da se sliši, pesem je dobila tudi svojo vizualno podobo, torej tudi videospot, za katerega si rekel, da še nikoli nisi tako na easy posnel videospota kot zdaj. Ker sem bil na odru, dva benda na odru izvajata pesem. Tukaj ni nobenega glumljenja, tak si, ki si. Je pa zelo zanimiv, ker jaz sem gledal njih, oni mene, vis-a-vis smo bili, in gledaš bend, ki čist drugač tretira tvojo pesem kot ti pa svoj bend. Je to ful zanimiv in to je dober, ker pomeni, da imajo svoj karakter in mi imamo svoj karakter. In dokler imamo svoj podpis in svoj jaz mislim, da ljudje to začutijo. Vse ostalo je pa generično. In če imamo koga radi v Mariboru in na Štajerskem, imamo Jana Plestenjaka skupaj s Flirti, torej Prazna postelja. Absolutno jo zdaj tudi poslušamo. Super. In potem nadaljujemo. Jan Plestenjak in Flirt, Prazna postelja, ali kot bi rekli Maribor, pa kaj si ti, Anor, kakšna prazna postelja. Ampak, kar je zelo pomembno, ne, če samo se še enkrat vrnemo na Lampiončke, nocoj bo to premierno tam. Ja, prvič bom jaz to izvedel z mojim bendom, tako da ne smem besedila pozabiti. Upam, da
mlada generacija saj toliko pozna, ker jaz včasih, če besedilo pozabim, dam mikrofon ljudem in pojejo, ampak tale komad je še svež, ne vem, če mi bojo zelo pomagali, če pozabim, bomo videli. Ampak jaz sem prepričan, ker tudi smo ga že velikokrat slišali, tudi pri nas na tem radiju, da vsaj nekaj besedila pa že imajo v glavi. Bojo, jaz mislim, da bo. Danes bo itak top žurka, ker imamo hit za hitom in bo super. Sicer pa te čakajo eni kar zanimivi in pa delovni, ja, valjda tudi delovni, ampak vem, da si rad na odru, skratka, koncertni dnevi v nadaljevanju. Ja, zdaj imam križanke 6. junija, moje 8., 9. križanke, niti ne vem. Simfoniki, snemala bo RTV. Ja. In to je kar en velik projekt in je že skoraj razprodan, mislim, da celo je, ne vem. Mogoče še nekaj karte, nov menedžer me zdaj poglav. No in zatem se pa zgodi en teden zatem pa spet v vaših krajih na prekrasnem Ptuju. Ja. In bomo spet pod zvezdami pel, ker to so najbolj magični koncerti. Poletni pod zvezdami. Arsana festival. Tako? Izjemen festival. Povabili so me in sem zelo počaščen. In na Ptuju imam jaz tudi ene posebne spomine, ker jaz mislim, da je bil to moj drugi, tretji špil v življenju, je bil na Ptuju. V teatru, ki je že sam po sebi zelo majhen, v centru, ampak mislim, da je bilo ene 25-30 ljudi, od tega je bilo vsaj 10 mojih prijateljev, da so reševali mojo čast. Tako da se spominjam tega nastopa, sploh ne vem, kaj sem pel, to je moralo biti leta 95-94. No, tako da zdaj pa že po mnogih uspešnih koncertih ptujskih prihajamo zopet tja in res bi rad, da čim več ljudi pride, ker bo po moje ta arhitektura mesta, ta star center, ta zgodovina tudi malo narekuje, kako ti koncert odpeleš. Je drugače v eni moderni športni dvorani. Ne? Tako, je en drugi feeling in zagotovo, kot se rekel, tudi pod zvezdami. Že to so posebni koncerti. Arsana je itak en res vrhunski festival. Res lep. In tam so različni glasbeniki, vse zvrsti in vsak pušča eno svojo energijo in fajn se mi zdi to. No? In to bo 13. Tako, 13. juni. Ja, 13. juni. Jaz upam, da nov prezgodaj, da bomo že zvezde gledali gor, ne? Da nov še dan. Ne vem, v kateri uri je. Tudi jaz imam tega podatka. Upam organizatorji, da ni prezgodaj, da bomo zvezdice gledali gor. Bomo preverili tudi to v nadaljevanju. Ok, skratka, kar nekaj takšnih res odmevnih koncertov, kjer se lahko skupaj z Janom, takrat, ko ne boš koncertiral, ko ne boš svojo drago skupaj, pa v Mariboru, kaj boš ustvarjal še kaj novega, se lahko česa veselimo? Jesen pride ena prekrasna balada. Potem pa malo moram pauze, jaz tisem se 16 albumov sem izdal, singli za singlom, koncertov bo še zelo veliko letos. Na Štajerskem po moje tudi smo še kdaj, jaz upam, ne vem zdaj na pamet razporeda. In sigurno bom prišel privatno v vaše konce, kakšen dober vinček spit. Zdaj le moram blefirati, da je to jabolčni sok. Absolutno. Zaradi kamere. Ampak na Štajerskem, če bi pil jabolčni sok, mislim, da bi bila največja žalitev za celo ekipo in za Štajerce. Tako da fajn si, že moram ti povedati. Da si predstavljajte, kaj to bi lahko bilo, recimo. Skratka, moram te pohvaliti, si že prav kar lep Štajerc postal. Nisem Štajerc, ampak imam pa rad res Štajerc. Ampak dobil si že to ljubezen. Veš kaj, ima Primorska pa Štajerska se zmeri dobro štekajo. Zato, ker je to vinorodna dežela, ker se znajo ljudje veseliti, ker se radi družijo in to povezuje. Ne. In Primorci in Štajerci smo jim rekli, si predstavljaš, da vmes ne bi nič bilo. Ja, ti, poslušaj. In jaz sem tudi meren, kadar pridem z avtom, če KP na tablici, vem, da ga noben ne bo podrajsal. Če bi bilo pa ne vem, kaj bi se zgodilo. Naj tako tudi ostane. Evo, in ker smo tako lepo zdaj tudi s štajerskimi stvarmi zaključila. A bova uno staro zavrtela? Ja, bova. A ti veš, kje sem jo jaz začel pisati? Ne vem. Nasprot avtobusne postaje je bila ena pizzerija, to je bilo leta, po moje 97, so bile une debele pice, ki je bil bolj kruh kot kaj drugega.
in sem z Bigfoot mamo sedel in smo sanjali, kako bomo enkrat uspešni in smo bodrili drug drugega. In je mem štaciona prišla res ena lepa punca takrat. Seveda smo vsi pogledali in takrat mi je šlo, ta vers se mi je zgodil, baje, da je iz Maribora. Zato poslušamo zdaj tvoj song. Jan, naj bo prijetno poletje, uživaj na odrih, kmalu se spet vrni k nam in danes... Z veseljem. Danes pa žurka zvečer, da ne bo slučajno kdo manjkal. Čaga, evo, tudi to smo rešila, da je Maribor Čaga, danes v Lampiončkih, Jan Plestenjak prihaja kmalu, tudi tja, zdaj pa tvoj song za konec. Uživaj, hvala. Hvala, čau.